Kaj je empatija? Empatija predstavlja zmožnost doživeti se v misli in čustva drugega, torej gre za zmožnost poznanja, izkušnje ali pa doživljanja druge osebe. To morda lahko zveni nekoliko mistično, dejansko pa je to naravna sposobnost vsakega človeka, razen v nekaterih primerih, ko pa biološki ustroj človeka tega ne omogoča, na primer v primeru avtizma. Preko empatije torej razumemo, kaj nekdo doživlja in kako se počuti ob tem. S prispodobo bi lahko rekli, da izvemo, kako je biti v koži drugega ali pa v čevljih nekoga drugega. Empatijo tako v splošnem sicer razumemo lahko zelo široko in z njo označujemo marsikaj, tudi to, kar v resnici ni empatija, je pa morda z njo povezan pojav. Na primer, velikokrat je empatija kar sinonim za skrbno in sočutno poslušanje in se tudi enači s pojmi, kot so recimo sočutje, simpatija, usmiljenje ali altruizem. Vendar pa to ni empatija. Lahko bi rekli, da so to samo posledice empatije. Empatija je pravzaprav v tej svoji temeljni pojavnosti samo neko nevtralno zaznavanje, ki pomeni brez sodbe razumeti tako pozitivne kot negativne izkušnje drugih ljudi. Kakšna je potem vrednost empatije in njen pomen? Vsekakor empatija ni samo neka hladna preračunljivost o tem, kaj nekdo drugi misli ali čuti. Resnična vrednost empatije se namreč pokaže, ko jo uporabimo v medosebnih odnosih v tem pozitivnem smislu. Na primer, brez empatije ni pravega sočutja, ki pa v nas sproža ta čustveni odziv skrbi in neko težnjo, da bi nekomu drugemu pomagali, ko je ta v stiski. Da pa se sočutje sploh lahko prebudi, pa je nujna empatija. Vendar pa empatija sama po sebi še ne zagotavlja neke nežnosti in naklonjenosti in je zato pomembno, v kakšnem kontekstu jo uporabimo. Brez sočutja ali simpatije je lahko tudi empatija uporabljena v škodljive, krute ali manipulativne namene. Empatija je torej pomembna zato, ker je ključ do razumevanja drugega in nas neizogibno na nek drugačen način povezuje z drugimi. Šele v prisotnosti empatije mi lahko vzpostavljamo resnične globoke odnose in s tem je tudi vsak dialog drugačen. Mnogi tudi empatijo vidijo ne le samo kot pomembno medosebno, ampak tudi kot pomembno politično kompetenco. Pomemben vidik empatije je tudi ta, da empatija omogoča prepoznati tudi to, kdaj so morda naša dejanja do drugih slaba in so drugi zaradi njih prizadeti. In to omogoča, da neko stanje, ki smo ga s svojimi dejanji drugim prizadejali, razumemo in lahko tudi popravimo. In zato je empatija zelo pomembna v teh procesih odpuščanja in medosebne sprave. Lepota empatije pa je tudi v tem, da v resnici ne daje popolnih odgovorov v drugi osebi in s tem daje tudi nekako slutiti to presežno v človeku. Omogoča nam pridobiti spoznanje v drugem na način, ki ni agresiven, tudi ne posega v svobodo drugega in tudi ne krši nekih etičnih načel, s tem pa je pravzaprav ohranjena in priznana svetost in tudi presežnost ter integriteta drugega človeka kot osebe.